Julijana Visočnik je študirala zgodovino in latinščino, kasneje tudi doktorirala na oddelku za klasično filologijo. Danes je pa zaposlena v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Poleg člankov, ki so vezani na cerkveno tematiko, v svojem času objavlja tudi zelo veliko epigrafskih člankov. Med drugim, samo toliko za reklamo, se njena knjiga o celjskih napisih prodaja tudi na našem knjižnem sejmu. Danes ni je več razprodano. Danes nam bo pa pokazala nekaj epigrafskih spomenikov, ki omenjajo otroke. Ja, hvala lepa za uvod. Torej, jaz bi nas rada predstavila od predmetov, o katerih je bilo do zdaj govora, mogoče tudi k malo pisnim virom, vsaj za pokušino, ker epigrafika konec koncev tudi to je. In sama vedno pravim, da katerakoli tema že je o antiki, gotovo se najde na to temo kaj tudi na spomenikih z napisi. Zdaj, katerih spomenikih z napisi, tukaj bodo danes seveda v glavnem nagrobniki, nagrobni napisi, čeprav sem imela seveda idejo, da preden sem začela z dejanskim delom na tej temi, da bo tudi kak votivni mogoče se našel, pa ga v tem našem mojem okolju oziroma v teh krogih, ki sem si jih zamislila, pač nisem našla. Če bi pogledali širše, pa bi ga gotovo tudi našli. Ja, torej, kaj, kako, kje in česa ne približno, ne? Torej, zanimajo me tri besede pravzaprav, no. Navajeni smo, da na epigrafskih spomenikih nekako vedno sledimo, beremo pogosto, vidimo besede filius, filia, tudi ne samo v ednini, tudi v množini. Torej, na eni strani to, kar je skorajda na vsakem nagrobniku, na drugi strani pa besede, ki bi jih tam mogoče tudi pričakovali, pa niso tako zelo pogosto zastopane. Torej, puella, puer, liberi. Vsi tisti, ki ste se latinščino kdaj učili, seveda veste, se spomnite, da so to res take zelo preproste, zelo osnovne besede, ki jih tam pri prvih lekcijah pravzaprav že vzamemo, ne. Torej, ja, če so takšne za nas, zakaj jih ne bi našli tudi na spomenikih? Zdaj, seveda bi rada, oziroma sem si želela izhajati iz našega prostora, torej iz naših 4 rimskih avtonomnih mestih, Emone, Celeje, Nevioduna in Petovione, pa najprej seveda preverila, kakšno je stanje tukaj. Zdaj, seveda je mogoče, da mi je kakšna omemba, ki je ušla, se skrila, ker epigrafske baze pač včasih tudi to naredijo, ampak zaenkrat nobene od teh 3 besed nisem našla. Mogoče me bo kolegica Ragolič potem popravila. No, kakorkoli že, potem je bilo treba raziskovanje oziroma iskanje razširiti in razširila sem ga v prvi vrsti na upravne dele, katerih so bili pač naša mesta, ne, se pravi Italija, torej Venecija et Istria oziroma Regio Decima, provinca Norik in pač Panoniji. Tako da bi vendarle prišli do kakšne omembe teh 3 besed, zato ker, kot rečeno, zagotovo mora biti in res je tako, ampak gremo lepo po vrsti. Torej, epigrafske baze so bile osnova, oziroma začela so seveda z našimi korpusi, potem epigrafske baze EDR, torej rimska, predvsem za Venecijo in Istrijo, torej za ta italski del, Heidelberška za Norikum in Panoniji in pa zraven seveda še Lupa, ki pač vedno pride prav tudi zaradi dobrih fotografij, kot sami veste, ne. No, in če gremo naprej, filius, filia, ne, smo rekli, ti 2 besedi zelo pogosti, ampak seveda ni nujno, da gre samo za to, kar bi danes v teh okvirih pričakovali, ne, torej samo za omembo otrok, torej sina, hčere, ampak velikokrat sta ti 2 besedi pač sestavni del imenske formule, torej kot filiacija, lahko filiacija v okviru tipa tria nomina, lahko pa tudi peregrina filiacija. Tukaj samo za ilustracijo nekaj teh primerov. Po drugi strani, tam na prejšnjem slajdu je pisalo, česa ne. Vedno študentom govorim, da je treba spomenike z napisi gledati kot celoto. Se pravi, ne ločevati napisa od nosilca spomenika. Ja, res je, ampak danes bom prav to sama do neke mere naredila, tega je pa kriva kolegica, ki me bo tukaj nasledila, zato ker se bo sama pač bolj podrobno ukvarjala z upodobitvami.
Ja, upodobitve in napisi so gotovo povezani in upodobitve so seveda zelo pomemben del vsakega epigrafskega spomenika, tako da jih težko ločimo od celote, no. Tukaj sta dva taka res lepa primera, eden, ta prvi s temi portretnimi nišami je iz Emone, morda se ga spomnite iz lapidarija Narodnega muzeja, ki je lep primer tega, da so včasih naročniki pač preprosto vzeli tisto, kar je bilo že do neke mere narejeno, nek polizdelek, ker se namreč, če preberete prevod in pa upodobitev, pač ne ustreza ravno popolnoma. Mislim, da imamo otroka starega 1,5 leta, če se ne motim, ampak upodobitev ni takšna, ne. Se pravi, nobena deklica, noben deček ni samo 1,5 leta, ne. Se pravi, imeli so polizdelek, ki so ga pač porabili, verjetno je bila cena ugodnejša, kot pa, da bi delal vse od znova, no. Drugi je pa iz Celeje, meni zelo ljub in tu je tudi ena taka dobra fotografija, ker vidite upodobitev dečka z eno posebno frizuro, no. Se pravi, tale čop, ki pa nas v bistvu popelje v svet Izidinega kulta in to je posredna potrditev prisotnosti Izidinega kulta v Celeji. Ampak to je samo za zraven, ne. Kar se tiče upodobitev, pa če zdajle napise še za trenutek pustimo ob strani, imate seveda upodobitve deklic, upodobitve dečkov in upodobitve otrok, seveda na splošno. In tukaj je za vsako od tega pač samo en primer iz okolice, ne bom rekla ravno neposredne okolice, torej iz Akvinka, torej današnja Budimpešta, Panonija, skratka je naš ta mogoče malo širši civilizacijski krog, recimo, da temu rečemo, ne. Ker je bilo le mogoče, bom tudi sproti opozorila, sem vam zraven pripravila prevode, nekateri mogoče niso čisto v celoti pri tistih daljših napisih, no, ker mogoče bi bilo potem tudi malo preveč teksta. Se pravi, upodobitve, tudi tukaj za dečka, ampak če primerjate upodobitev oziroma to, kar gledamo, imamo torej dečka in pogledate napis, latinski del, vidite, da besede puer ni omenjene, ne. Se pravi, ni nujno to dvoje dejansko povezano, kar bi včasih mogoče kar radi imeli ali pa pričakovali, ne. Imate seveda besedo filius, se pravi sin pripravi očetu, recimo v tem postavi očeta v tem konkretnem primeru. Ali pa še en primer za otroke oziroma otroka, se pravi ena upodobitev družine, očeta, mame in pa 2 otrok. Torej, samo toliko za uvod, recimo, da se uvedemo v to, kar sledi. In zdaj pa res tisto, kar sem napovedala, se pravi besede najprej poela, potem puer in liberi, nekako tudi v tem vrstnem redu, ker si mogoče tako sledijo tudi po pogostnosti, kako se pojavljajo, kolikokrat katera. Nobena od teh besed pravzaprav ni zelo pogosta, kar mogoče samo po sebi nekoliko preseneča, ali so pač moja pričakovanja v tem primeru bila nekoliko napačna. No, tukaj imamo en lep sarkofag, kot vidite, in dejansko imamo deklico omenjeno, lahko tudi preberete, koliko let je bila stara. Lahko preberete še nekaj, kar se bo ponavljalo. Ob besedi poela stoji vedno ali pa skoraj vedno en pridevnik v superlativu, podobnega pomena, kot je pač ta tukaj, se pravi inocentissimaj. Bodo še številni drugi primeri, ampak tale je kar pogost in ne samo, da je pogosto ga lahko povežemo s krščanskim kontekstom. Ne v tem primeru, da ne bo pomote, ampak v primerih, ki še sledijo. Imamo torej inocentissimaj, imamo pa tudi dulcissimaj, kot vidite, ne. Se pravi, celo 2 pridevnika, nista oba vezana na pojelo, ampak sta pa vezana na isto osebo. Mogoče še nekaj, vidite, da je bila stara 13 let. Danes smo nekaj o teh letih že slišali, ne. Se pravi, do kdaj pravzaprav lahko govorimo še o deklici, kdaj je to že žena, ki je poročena in tako naprej. Se pravi, tudi ta problematika obstaja in jo je tudi nekako treba vzeti v ta kontekst. Se pravi, deklica, kot jo danes razumemo, ni nujno isto deklica v antiki, ker konec koncev bomo v nadaljevanju imeli tudi 16-letnico, 17-letnico, pa še vseeno pojela, ne.
Tukaj podobna scena tudi s pridevnikom, kot vidite, ampak da je tukaj uporabljen sanctissima, kot vidite, in pa še spet sledi pientissima, se pravi zelo podobna situacija kot v prejšnjem primeru. Prejšnji primer mislim, da je bil iz Brigecione, če se ne motim, tale iz Carnunta, torej smo v Panoniji, očitno sicer kot rečeno ne tako zelo blizu vzhodnoalpskemu prostoru, ožje gledano, kot ga pač razumemo. Kot vidite, so nekateri precej, bomo rekli, preprosti, tudi upodobitve niso pretirano dodelane, nekako mogoče tudi vezane na ta domače prebivalstvo, tudi nošo bi lahko natančneje preučevali, ampak kot rečeno, tega ne bom počela danes jaz. Pa še nekaj primerov iz Carnunta, jih imamo kar več. Če se dotaknem števila primerov, jih je pravzaprav res relativno malo, iz vseh 3 oziroma 4 upravnih enot, mislim, da smo tam nekje med 10 in 15 primerov samo. Kot rečeno, lahko, da je kakšen se kje skril oziroma ga ni baza pobrala ali kakorkoli drugače, nisem prišla do njega, ampak jih je relativno malo. Tale mogoče že malo se spogleduje, ne ravno s poezijo, ampak ima nekaj poetičnih primerov, imate tudi zraven en prost prevod, tako da je mogoče malo lažje vse skupaj razumeti. Mogoče celo tisti, ki ste bolj v književnosti, lahko vidimo kakšen odmev katerega dela, se pravi tam fata rapuerunt mala in tako, ali pa per lacrimas miserabilis in tako naprej, smo podobne stvari tudi kje prebrali. In imate poela, imate tudi virgo, imate fida poela recimo, se pravi kar nekaj spet takih pridevnikov. Potem iz severne Italije primer, ena druga scena še, ki jo moramo omeniti, oziroma se še vrne malo nazaj, imate tule liberto, se pravi, če se še družbenega sloja dotaknemo, v prejšnjih primerih smo imeli predstavnice gotovo višjega sloja, njihova imena so bila namreč vsa tipa duo nomina, torej ja, ni nujno, da so ravno rimske državljanke, oziroma da imajo rimsko državljanstvo, ampak vsekakor predstavnice višjega sloja. Tukaj je torej osvobojenka, tudi to je zastopano, pravzaprav je najmanj tistih navadnih prebivalk, se pravi peregrinega statusa, vse ostale nekako lahko damo v višji sloj. Tukaj imate pa en zanimiv napis, tudi z kakšnega drugega vidika, recimo ta uvod ad innocentes fratres, se pravi za nedolžna brata, ampak kaj sledi, lahko preberete, se pravi imamo imeni Amaros in pa Matrona. Amaros seveda je deček, kot lahko spodaj tudi preberete, se pravi deček star 1 leto in ne vem koliko mesecev, se pravi natančno navedba let tudi na to je treba opozoriti, ker kot ste mogoče že sami zasledili, na rimskih nagrobnikih je stvar takšna, da se leta vedno zaokrožujejo, se pravi ali na 10 ali na 5, samo v primerih otrok, kot imamo lep primer tukaj, pa nekaj jih bo gotovo še sledilo, imate pa natančno navedbo let, se pravi in leta, in mesece, in tudi dneve, kot vidite. Se pravi, napoved je bila za brata, ampak potem preberemo, da gre pravzaprav za brata in sestro, ki sta umrla, mislim, da v razmiku 4 dni, celo je zapisano. Se pravi, ena taka zanimiva zgodba se tukaj zadaj tudi skriva. Ja, pa še kak primer, se pravi s kakšnim drugim pridevnikom, imate še infelicissima poela tukaj recimo in spet natančna navedba časa, ki ga je doživela oziroma preživela. Malo drugačen je pa primer, ki sledi, drugačen iz večjih razlogov. Na prvi pogled vsi opazite verjetno to, da gre za malo bolj obsežen napis pravzaprav, z več teksta, kot smo ga vajeni, in drugačen tudi zato, ker ga je treba povezati s krščanstvom, kot lahko tudi sami preberete. Čisto vsega nisem prevedla sem tiste najbolj izpovedne dele ali pa najbolj pomembne dele za to priložnost. Spet se ponovi to, kar smo rekli, se pravi pridevniki v superlativu,
od Innocentissima, kar je mogoče še za krščanstvo nekako najbolj pričakovano, najbolj primirno mogoče na nek način. Imamo pa tudi Infelicissime, pa Dulcissime, pa Amantissime, se pravi marsikateri od teh pridevnikov se pravzaprav na tem istem spomeniku oziroma napisu najde. Ne. In pa na koncu, da ni nobenega dvoma, imate tudi Martire Sancti in Mente Havite Maria, se pravi Marija, se pravi sveti mučenci, imejte v duho Marijo. Pa tudi tukaj zadaj se skriva ena zanimiva osebna zgodba, se pravi imate najbolj nedolžni devici, ki je bila zaročena 25 dni z Aurelijem Damatom in tako naprej. Ne. Se pravi spet starost mogoče še za izpostaviti, ne. Dokdaj deklica in na kar smo že prej pravzaprav opozorili. No. Gotovo je pa to, da se Poela pogosto pojavlja v teh krščanskih kontekstih nekaj, na kar je treba opozoriti oziroma treba biti pozoren. Imamo še kak primer iz bližnje Akvileje, zopet krščanski krog, na kar lahko sklepamo tudi iz upodobitev recimo, se pravi zopet ta povezava samega besedila s tem, kar je na spomeniku še dodano in ni zapisano, se pravi gre za neko drugo sporočilno vrednost, itak vidite pa zelo očiten kristogram, tako da ni v bistvu nobenega dvoma. No, potem pa, če smo že na eni strani pri krščanstvu, imamo pa tudi malo drugačne napise, kjer pride seveda v upoštev spet beseda Poela. In tukaj Poela ni nikakor vezana s kakšno nedolžno deklico, namreč tale glagol krisare, jaz sem ga v bistvu previdno in, kako bi rekla, diplomatsko prevedla kot ljubiti se. Če boste pogledali v slovar, boste našli še kakšno bolj vulgarno recimo razlago tega. Se pravi en tak bolj hudomušen napis, vezan na deklico, ki bi je lahko rekli tudi kako drugače verjetno, in pa seveda gre za grafit. Tale grafit torej iz severne Italije, če bi pogledali grafite kje drugje, ker jih je veliko več ohranjenih v Pompejih in podobno, bi verjetno takšnih primerov našli še veliko več. Priznam pa, da nisem šla preverjati. No, potem pa so dečki. Tudi dečkov seveda najdemo nekaj, ampak jih je že manj kot deklic. Je kakšen takšen čist preprost primer, kot je tale, se pravi samo ime, pa to, da je deček, pa pač koliko let je živel. Nič kaj posebnega, mogoče bi samo rekli, da je na ta svoj preprost način v bistvu kar ima nek estetski učinek, je lep, deluje pravilno, če hočete, in je pravzaprav ena nagroben oltar. Ne. No, potem pa spet lahko preskočimo v en drug civilizacijski krog, se pravi povezava s krščanstvom, in tudi tukaj imate, v tem kontekstu imate kar precej dečkov iz bližnje Akvileje, pa tudi kje drugje, in tudi tukaj ne moremo zgrešiti, da gre za krščanski napis od začetne formule, če hočete, hic requiescit, ki je nekako povezana s krščanstvom, pa seveda tudi z upodobitvami molivcev in tako naprej. Zanimivo je tale mogoče tudi, spet seveda natančna navedba starosti, ampak kot vidite imamo tudi datum pokopa nekako zapisan, datum na rekovajih, imamo dan zapisan, nimamo pa leta, ne. To je mogoče tisto, kar je malo zavajajoče. Ne. Človek na hitro pogleda pa reče, dejansko imamo dan smrti, dan pokopa, ne. Ampak potem pa letnice v bistvu ni, ne. Samo dan lahko zračunate, da gre pravzaprav za julij, lahko bi prešteli, pa bi dobili ta dan. Ne. No pa še en nagrobni oltar. Tega sem izbrala zaradi tega, ne zato, ker je iz Pule, ampak iz enega drugega razloga, namreč zapisan je v povezavi v besedni zvezi clarissimo puero. Zdaj, samo po sebi verjetno to ne pove tako zelo veliko, ampak moramo se pa spomniti na besedno zvezo vir clarissimus, ki je nekako oznaka za pripadnike senatorskega razreda. In verjetno je potrebno tudi tukaj ta clarissimus puer razumeti kot otrok člana senatorskega razreda. Zato se mi je zdelo prav, da ga pač predstavim. In če samo pogledamo njegovo ime,
Imate Lucius, Aeneus, Lucifilius, Domitius in Proculus, se pravi, ja, je v osnovi tria nomina formula, ampak ima še en dodatek, še eno ime zraven, še en supernomen, kot se temu tudi reče. Ne? In že to nam pove nekaj o njegovi pomembnosti ali pa vplivnosti njegove družine. In če k temu dodamo še Clarissimus, verjetno je to, ima dodatno težo in verjetno res gre za predstavnika najvišjega sloja. Ja, o učiteljih smo danes že nekaj slišali. Tukaj je še en malo drugačen napis, torej napis, ki ga poznamo, oziroma napis, kot jih poznamo tudi iz Emone ali pa Celeje, se pravi donatorski mozaični napis. In tale napis je dal postaviti oziroma poskrbel za tlak Klamozus, ki je bil magister puerorum, se pravi učitelj dečkov. Ne? Se pravi, tale napis lahko postavimo v kontekst, kot smo ga prej recimo slišali, in skupaj z Viktorino sta poskrbela za koliko 111 čevljev tlaka, verjetno neki baziliki ali nečem. Ja, nekaj podobnega kot pri deklicah imamo tudi pri dečkih, se pravi povezavo z pridevniki, podobne vsebine kot prej, se pravi spet Innocentissimus in pa Jucundissimus, in tega le sem pa dodala iz zanimivega razloga, namreč zadnji dve vrstici sta pomenljivi. Zakaj? Ker piše, ki je živel plus minus annos, ne? In navedba let imamo pa 18. Ne? Prej sem opozorila na to, da vedno pri starejših letih dobi zaokrožujejo na 10 ali na 5, no tukaj pa imamo v bistvu 18 let, se pravi točno število let, pa zraven še vseeno plus minus. Ne. Kljub temu, da se jim je zdelo, da je star 18 let, še vseeno so raje napisali več ali manj kot 18 let, se pravi, na nek način so se zaščitili, da vendarle ne bi narobe navedli. No, ampak deček, omenjeni deček, ki je star 18 let, se pravi spet to neskladje s tem, kdaj se otroška ali pa deška, če hočete, doba zaključi. Ne? Ker po drugi strani imamo pa precej epigrafskih pričevanj o tem, da so rekrutirali mladeniče v vojsko tudi pri 16, 15, 17, tako ali tako in potem še naprej. Ne? Se pravi, kdaj, kaj, v kakšnih kontekstih. Verjetno je veliko povezano tudi s tem, v kateri oziroma v kakšni družini si bil rojen oziroma si živel, ne, kateri sloj. Ja, in potem čisto na koncu imamo še pač besedo liberi. Če primerjam z ostalima dvema, se ta pojavlja še najmanjkrat z eno izjemo, ki jo bomo seveda izpostavili. Se pravi, liberi zelo redko pravzaprav, pa še takrat včasih nismo čisto prepričani, če res gre za otroke ali gre morda včasih lahko tudi za osvobojence, ne sicer v tem primeru, zato ker imamo očeta zapisanega načeloma, ne, ampak včasih, ko to ni čisto jasno definirano, lahko gre tudi za osvobojence. Ne. Tako da niso ravno pogosto na napisih dokumentirani. Imamo potem recimo še en tak primer, ki je iz Viruna, mogoče je zanimiv tudi zaradi kakšne druge omembe, Virunom kot glavno mesto Norika, in imate Marka Aurelija Secundina, ki je bil vojak, legionar v drugi italski legiji in zraven je zapisana še njegova, bomo rekli, dodatna funkcija, namreč bil je strator consularis. Ja, ta funkcija ni ravno pogosto izpričana, gre pa za v bistvu telesnega stražarja namestnikov provinc. In glede na to, da se nahajamo v glavnem mestu, je to v bistvu še kar logična povezava, ne? Se pravi, je nekaj tukaj zadaj. No? In spet, ja, seveda družinska plošča, mislim, da je, in zaključek, torej, da so otroci poskrbeli za zapis oziroma lahko verjetno prenesemo kar za postavitev vsega tega. Ja, in če smo pri otrocih, ne, torej pri liberi, oziroma liberis v tem primeru, in boste brskali po epigrafskih bazah, ne, ker vas bom gotovo tako zelo navdušila, da boste to doma počeli, potem boste hitro ugotovili, da se beseda liberis sicer ali pa liberi pojavi zelo pogosto, ampak enem in edinem kontekstu, in to je v tem kontekstu, ki ga imate tukaj, se pravi v kontekstu vojaških diplom.
Vojaške diplome, veste pa, da so dobili vojaki pomožnih enot po opravljenih 25 letih v enoti, neke vrste nagrado in privilegij, neke vrste osebno izkaznico, s katero so pač povedali, aha, zdaj sem pa tudi jaz rimski državljan. In to je seveda tekst pravnega značaja in del te formule je tudi to, kar je poudarjeno, se pravi, da je državljanstvo podeljeno tudi otrokom in njihovim naslednikom, pač civitatem dedit, kot vidite. Ne. Se pravi, ja, ko vržeš besedo v bazo, ugotoviš, wow, liberi so pa zelo pogosto zastopani, ampak potem to ne gre za nagrobnike, ne gre za votivne spomenike, ampak kot rečeno gre za vojaške diplome in vedno je ta ista formula, ki mogoče toliko pač ne pove o tem, kar smo danes želeli slišati. In če pridemo počasi do zaključkov, kaj pravzaprav ugotovimo? Ne? Ja, ugotovimo, da moja misija ni bila ravno popolna, ne? Ni bila uspešna. Ne? Teh besed pri nas pravzaprav nisem našla, ampak so pa izpričane v bližini, se pravi v upravnih enotah, del katerih so tudi naša mesta ali pa naši kraji, naše območje pač gotovo bili. Tako za pojelo kot za puer besedo lahko rečemo, da ju lahko postavimo dokaj pogosto v kontekst krščanskih napisov. V oklepaju sem vam tukaj zapisala Augusta Treverorum. Zakaj? Zato, ker sem na hitro želela preveriti, če je moja teza, če hočete, pravilna. Ne? Trier je namreč veljal za res središče krščanstva tudi v nekem obdobju. No? In tam je seveda veliko krščanskih napisov. In če sem vam prej rekla, da recimo beseda pojela v vseh teh 3 oziroma 4 enotah, ki sem jih pogledala, je tam nekje 10-15 primerov, pa vsi niti ne pridejo v poštev iz takšnega ali drugačnega razloga, jih je tam samo v Trierju 8. Se pravi 8 v okviru krščanstva, ne, v tem kontekstu. No. Se pravi, ja, je gotovo nekaj na tem. No. Tako za pojelo, kot za pač besedo deček, puer, velja tudi to, da se praviloma skoraj da pojavljajo s pridevnikom, ki je v superlativu in pač načeloma poudarja neko pozitivno lastnost. Tukaj jih je nekaj naštetih, kot vidite, ampak ta pozitivna lastnost je verjetno lahko povezana pač tudi s prezgodnjo smrtjo, ne? Se pravi žalovanjem in seveda poudarjanjem vsega pozitivnega, lepega, prijetnega, kar so starši izgubili. Ne? Gotovo gre tukaj za eno povezavo. Ja, nisem vam pa pokazala nobenega nagrobnega napisa v verzih, namreč nekaj primerov je tudi takih, da se ena ali druga beseda pojavi tudi tam. Zakaj nisem pokazala? Zato, ker so bile izredno slabe fotografije ali pa so zelo slabo ohranjeni. Ampak zdi pa se, da so jih dokaj radi, ni sicer veliko primerov, uporabili tudi na teh nagrobnikih v verzih, kar je seveda logično. Potrebovali so več besed, potrebovali so kakšen sinonim za filijo ali pa za sina ali hčero in so uporabili pač ali besedo pojela ali puer, tako da se mi zdi to dokaj normalno in pričakovano. No. Ja, potem pa tisti grafit nas zopet usmerja nekam drugam. Naredila sem en, mogoče neustrezen prevod, ampak pojela kot bejba, ne, se pravi kot deklica, ki se ukvarja z določeno obrtjo, verjetno tudi. Skratka, tudi v tem kontekstu bi jo gotovo našli, ampak gotovo ni povezana več z otroštvom kot takim. Ne. Ja, mogoče še to dvoje, lahko seveda ugotavljamo natančno starost, pri kateri so umrli, no, ker kot rečeno, edino otroci in pa, tudi pri vojakih to pride v poštev, pri vojakih, ki niso zaključili svoje vojaške službe, da so natančno navedli starost, pri kateri so umrli, ker so pač morali voditi evidenco. Pri vseh ostalih to ni bilo pomembno in pri vseh ostalih tega niso navajali. Tako da iz tega vidika so seveda tudi pomembni. Ne. In pa zaključek glede družbenega sloja, kar sem že sproti, mislim, da rekla, v glavnem besede oziroma besedi v tem primeru sta nekako vezani na višji družbeni sloj. Ali gre pač načeloma za rimske državljane, osvobojence, se pravi povezava s tria nomina, duo nomina, tako da nekako bolj v ta kontekst kot v kontekst peregrinih prebivalcev. Za libere smo pa že tudi rekli, ne, se pravi, da so še redkeje dokumentirani in da so predvsem v povezavi z vojaškimi diplomami, torej s pravnim tekstom in podeljevanjem državljanstva, torej ne samo pomožnim vojakom, pač pa tudi njihovim otrokom. Mislim, da je to to. Hvala lepa.